Zdravo vsem, lepo pozdravljeni v novem videu. Danes bomo pogovor vodile Nuša in pa Lucija, z nami je pa dr. Andrej Janeš. Pozdravljeni. Pozdrav. Doktor Janeš, mene za začetek zanima, kakšen študent ste bili vi? Je za vas, tako kot tradicionalno velja za medicince, tudi veljalo, da ste se samo učili, ves čas preživeli za knjigami? Ali ste si lahko uskladili čas tudi za obšolske dejavnosti, prosti čas? Ja, hvala za vprašanje. V bistvu sem bil jaz zelo zavzet študent. Medicina me je zelo hitro potegnila. Ure in ure smo bili tako na praktičnih vajah kot v predavalnicah, kajti bilo je eno tako intenzivno obdobje ne samo učenja, temveč spoznavanja človeškega telesa, spoznavanja sebe. In na nek način je medicina, ta študij, postal način življenja. Ni bila samo fakulteta, postal je način življenja in to je bilo tisto, kar je pomenilo, da si težko ločil, kaj je prosti čas in kaj je neka obveza, kaj ti navdušil te je. No? Moram reči, vaje so bile tako raznolike, predavanja tako odlična, predvsem pa spoznavanje ustroja, delovanja človeka je tako fascinantno, da danes, ko gledam nazaj, je to eden najlepših študijev zame. Bil je ves prosti čas, vse svoje bivanje je bilo praktično, sploh prva leta namenjene medicini. Veliko je bilo izpitov, veliko je bilo preverjanj, znanj, udeležba na vajah je bila obvezna, vendar je bil, ko gledam danes nazaj, bilo to eno lepših obdobij v življenju. Kakšen je pa mogoče ta vaš prehod iz faksa na delovno mesto? A se mogoče spomnite tega svojega prvega delovnega dne? Zelo se ga spomnim, sploh prve moje ambulante. Jaz sem bil zelo deškega izgleda, tak mladenič sem bil. In ko sem imel prvega pacienta, je bilo hudomušno to, da predtem smo s kliniko imeli piknik. Imeli smo piknik in ta gospod je bil skrbnik Iškega Vintgarja. In midva sva se na tem pikniku spoznala, potem je bil pa moj prvi ambulantni dan in je bil to tudi moj prvi pacient. In ko je prišel v ambulanto, se je on usedel, jaz sem ga začel spraševati in gospod je vstal in hotel zapustiti ambulanto. Pa sem rekel, gospod, zakaj ste pa vi vstal? Zakaj pa odhajate? Je pa rekel, veste, v kratkem imam zdajle avtobus, pa čakam, kdaj bo zdravnik prišel, pa zdravnika nikjer ni bilo. Vi ste bil sicer prijazen, pa ste se z mano lepo pogovoril. Tako da sva še potem, ko je kasneje postal moj reden pacient iz diabetesa, gospod ima tudi sladkorno bolezen in se je pri meni redno vodil, velikokrat nasmejala temu, da je čakal, da bo zdravnik prišel, kajti zelo mlad biti zdravnik, je tudi rata kar problem. Zaupanja, izkušenj, vendar imam lepe spomine na ta del. In v preteklosti ste tudi delovali že v tujini, tako med časom študija, kot pa med delom. Kako bi vi rekli, so slovenske fakultete primerljive s tujimi, oziroma kaj nam lahko mogoče kakšna tuja fakulteta ponudi, ker pri nas ni tako razvito in seveda obratno, kakšne prednosti slovenskih fakultet? Medicinska fakulteta v Ljubljani je izredno dobra fakulteta in sodi med 100 najboljših fakultet v Evropi glede študija medicine. Je izredno dobra, kvalitetna, profesorji pač sledijo vsem tako pedagoškim procesom kot nekim spoznanjem sodobnega učenja. Jaz sem bil tudi eden teh prvih študentov že v novi medicinski fakulteti, kjer so bile res lepe predavalnice, učilnice. Takrat se še nismo srečevali s korono in dejansko ta izobraževanja so bila nekoliko drugačna. Tudi kasneje, ko sem upravljal klinično prakso v tujini, je bilo naše znanje iz medicinske fakultete v Ljubljani na zavidljivo visokem nivoju. Tako da tudi vsi študentje kasneje, ki so nadaljevali pot v tujino, so danes na odličnih
izobraževalnih inštitucijah, kot tudi bolnišnicah v svetu. Tako da moram reči, da medicinska fakulteta, še danes ljubljanska, ima v Evropi lep ugled. Okay. Kaj so pa mogoče neke ključne lastnosti, ki naredijo zdravnika dobrega? Zdaj, poleg teh pač nekih znanj, ki jih dobiš preko študija. Zdravnik mora biti empatičen, mora znati prisluhniti človeku, mora se vživeti v različne klinične scenarije, mora biti ljudski, mora biti zavezan delovanju dobro, želiti človeku pomagati. To so tiste ključne zadeve. Mora biti priljuden in ljudski. Če se nam zdi medicina kot nek statusni simbol, je to malo premalo, kajti z naravo dela, z številnimi odrekanji, številnimi vikendi na delovnem mestu, enostavno ta poklic moraš imeti rad. V nasprotnem primeru rata hudo breme in ga na dolgi rok ne izvajaš dobro. Tako da ja, medicino moraš imeti rad, delo z ljudmi moraš imeti rad. Se vam je kdaj v vaši karieri v spominu tisne kakšna posebna izkušnja, ki vas je pa zaznamovala za prihodnost? Teh dogodkov je bilo zelo veliko, bilo je veliko hudih človeških stisk, zelo težkih diagnoz, ko si v bistvu obnovo odkriti sladkorni bolezni, pri posamezniku gotovo tudi rak trebušne slinavke, ki je botroval nastanku sladkorne bolezni, pa je bilo treba povedati to diagnozo. Na te stvari nisi nikoli docela pripravljen, vedno so en nov izziv. Tako da ja, vsaka posamezna zgodba, teh je bilo številno, so bile posebne in v bistvu te potem tudi v poklicu nekako ti dajo eno širino, te kalijo, te izoblikujejo. In težko bi zdaj izpostavil samo eno. Bilo je ogromno teh različnih zgodb, pa tudi uspehov v zdravljenju, ko smo lahko bolnikom ponudili neko novo metodo zdravljenja, še posebej sladkornim bolnikom tipa 1, mlajšim, ki zbolijo v otroštvu, v mladosti, ko smo leta 2000 začeli zdravljenje z inzulinsko črpalko, ko smo ponujali glukozne senzorje, nove inzuline, ki so pomembno izboljšali kvaliteto življenja in pa izhode zdravljenja. To so bili tako zelo lepi trenutki, ko si ti lahko nekaj spremenil pri posamezniku z to boleznijo. Že prej ste omenili, da sam poklic zdravnika zahteva ogromno predanosti. In zdaj me zanima, kaj ste v bistvu vi na tej svoji poti mogli nekako žrtvovati, da ste prišli do te točke uspešnosti, kakor ste danes, na kateri ste danes? Veliko privatnega časa, veliko odrekanj, veliko ur izven delovnega časa, številni vikendi, pa številne prečute noči, bi lahko rekli. Podobno kot pri vrhunskem športniku, trening, trening in trening. Če želiš neko obrt, neko športno aktivnost res spiliti do potankosti, je treba veliko delati. In veliko dela pa pomeni seveda tudi manj prostega časa. Zato še enkrat, medicina ni samo delo, je način življenja. In če to postane, potem so tudi tukaj neki rezultati. Oziroma, to je to, predvsem številna odrekanja. Ko končaš 15:30, to ne pomeni, da greš lahko direkt v fitness, ali pa da greš na kavč, ali pa da si pogledaš nek film. Takrat se potem še neko resno drugo delo, tudi intelektualno branje, spremljanje stroke. Številni vikendi, ure dela predvsem. Glede na to, da lahko spremljamo, da je napredek v medicini danes vedno večji in vedno hitrejši, mene za konec zanima, kakšne iznajdbe in možnosti lahko mladi pričakujemo na področju medicine, recimo leta 2050?
To je pa zelo težko vprašanje. Jaz verjamem, da se bodo določene terapije, določena zdravila bodo še boljša, bolniku bolj prijaznejša, vendar ne glede na to, kako sofisticirana bo medicina, ali bo to robotska medicina, še vedno bo ključen tisti osnoven stik z bolnikom. To pomeni, da se ti z bolnikom usedeš, ga pravilno vprašaš o njegovih težavah, skratka, znaš izluščati njegov klinični problem, potem pa, ko to imaš neko ogrodje, ga klasično pregledaš, te postopki so stari, kako auskultiraš pljuča, potem pa to nadgradiš za neko sofisticirano laboratorijsko ali drugo morfološko diagnostiko, ki ti potrdi ali ovrže nek sum na neko bolezensko stanje. Ne glede na to, kako sofisticirana medicina bo, pa kakšno bo zdravljenje, ali bodo boljša zdravila, redkejše aplikacije določenih zdravil, manj stranskih učinkov, pa bo tista klasična medicina, to pomeni dober pogovor, anamneza, in pa klasičen pregled bolnika ključna. Brez tega ne boš dobro načrtoval. Ti lahko bolnika pošlješ v laboratorij, dobiš nek laboratorijske izvide, vendar to je kot bi vrgel mrežo v morje, vse sorte se ulovi, potem moraš pa ti znati izluščati in postaviti pravilno diagnozo, jo potem tudi ustrezno zdraviti. Tako da še vedno tak zlati standard pregled, anamneza bosta ključna, ne glede na to, kako sofisticirana bo medicina. Kar pomeni dobro klasično znanje in pa seveda predvsem veliko kilometrine, veliko pregledov, to je tisto, kar naredi potem dobrega zdravnika. Klinična praksa, dobra klinična praksa. Doktor Janez, najlepša hvala, da ste bili naš gost. Meni je bil pogovor res zanimiv in izvedela sem veliko reči o tem, kaj pomeni biti dober zdravnik. V bistvu študiju medicine, veliko reči, kar me je zanimalo. Tako da res najlepša hvala. Z veseljem. Jaz si želim, da bo čim več mladih v Sloveniji se odločali za zdravstvene poklice. Zdaj v epidemiji COVID-a se je izkazalo, kako pomembna je dobra zdravstvena oskrba, imeti dober zdravstveni sistem, dobre zdravnike, medicinske sestre, podporno osebje, lažje se izide iz epidemije. Mislim, da bo to ključno in poklic zdravnika kot tak ima pred seboj še svetlo prihodnost. Daljši pogovor z dr. Andrejem Janezom si lahko poslušate tudi na našem podcastu. Vam, dr. Janez, pa želim res še veliko sreče in uspeha na prihodnji poti. Hvala. Tudi vam vse dobro.